Ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lepo pozdravljeni. Zaključujemo 32. krog prve lige Telemach. Ja, zaključujemo pa počasi tudi letošnjo sezono elitnega slovenskega nogometnega razreda. Pri Bravu in Muri si želijo, da bi se vse skupaj končalo čim prej, kajti v tem obdobju sezone so tako Šiškarji kot Prekmurci v kar precejšnji krizi, da ne rečem celo, pred nami je obračun trenutno najskromnejših ekip, vsaj po formi v prvi ligi Telemach. Sploh za Bravo je to, morda lahko rečem, celo nekaj novega, kajti ni še tako daleč obdobje, ko je Bravo resno trkalo spet na evropska vrata. Tole zdaj prosti strel za Muro, poizkus, ki je nevaren in prečka, pa še ena priložnost, gol! Gol za Muro, druga minuta, Cipot kapetansko polno. Idealen začetek tekme za tudi ne nazadnje novega trenerja, tule na vaših zaslonih, Ivana Kurtušiča. Odlično je tule sprožil z prostega strela Robert Murič. Doslej sicer nogometaš, ki je kar na velika vrata prišel v Fazenerijo, še ni pokazal prav veliko v dresu Mure, no tole pa je bil sijajen prosti strel. Jakšič pred gol, priložnost za Pečarja. Zanimiv zaključek, toda na mestu Strajnar. Igre se je preselilo na polovico Mure. Drugi kot za Bravo danes. Priložnost zdaj za Gidada, Gidado, pregola Nigerijec. Ampak spet Babola, desno je Gidado, Babola v kazenski prostor, priložnost za Bravo. Da Poplatnik je tule zgrešil. Babola preigrava to napačno smer, stran od vrat, potem pa Nuhanovič. Strajnar zanesljiv, Čar. Vrbanec ga zdaj seveda ne sme podreti, kajti ima karton, potem pa Poplatnik, Poplatnik. Predolgo je spet čakal Poplatnik, tule se mu je takoj ponujal strel, ampak tu je zdaj Stankovič, Stankovič je padel, ni 11 metrovke. Bom rekel, vsaj za zdaj ne. Tule se je zdelo, da bo Stankovič lahko zaključil akcijo, zdaj je veliko rokoborbe, to je Bibuje absolutno storil prekršek nad Tjulardžijo. Ja, zdaj bo Jerič odšel na ogled posnetka in vemo, kaj to ponavadi pomeni. Bravo bo dobil na voljo 11 metrovko. Ja, tule je ta kontakt. Ne vem, vsaj sam potem mislim, da se ni dotaknil žoge. Kurtovič je pa krenil v Stankoviča. Zdaj slišimo sicer sklopi Mure žoga, ampak ali je tule morda zadev tudi nekaj žoge Kurtovič? Ne, mislim, da je tule, tudi če je potem zadev žogo, je najprej pošteno kresnil po nogah Stankoviča, tako da odločitev je 11 metrovka. 11 metrovka za Bravo in rumeni karton za Kurtoviča, ker je to rumeni karton številka 2, je Almin Kurtovič z današnjo tekmo končal. Poplatnik, Poplatnik in vratnica! Tudi tole ni zadev Matej Poplatnik. Veseli se Strajnar. Tole je zdaj akcija Brava, ki obeta, podaja pred vrata, priložnost in sa nas golove črte. Pa Stankovič, vratnica! Kaj pa Nuhanovič, brani Strajnar. Edin Julardžija. Julardžija, vratnica oziroma prečka. Angesan zdaj proti Stankoviču. Stankovič je imel priložnost, pa potem Pečar in gol! 95. minuta, Bravo je izenačil, Martin Pečar pa bo vendarle, kot kaže, podpisan pod delitev točk.
težko govorimo o tem, da si Bravo tega izenačenja ni zaslužil. Martin Pečar pa torej v 95. minuti za 1-1. Takole odbita žoga, pucka na nogo Pečarja. Kaj rojstnodnevna čestitka bi bila še lepša, če bi Mura zdržala še 2-3 minute na koncu delitev točk z Bravom 1-1. Blizu ste bili, ampak ja, kot da v tem obdobju sezone nekaj res ne gre po vaših načrtih. Hvala prvo za čestitko za rojsten dan. Bila je face težka tekma, smo za nekim težkim obdobjem, dobro, ko smo iztržili piko, škoda, ko ne je bilo 3 pike, ko smo ne še zdržali 2 minuti več, ampak moramo iti zdaj tekmo po tekmu. Važno je, ko ne smo izgubili, ko smo prišli ves toga negativnega niza. Mislim, ko se je ekipa zdaj osvežila, dodatna energija, prišla zmenjava trenera. Pohvalil bi isto golmana mladega Aljaža Strajnera, ker je pri 17 letih debitiral. Mislim, ko je odigral odlično tekmo, škoda, ko ne je držal še 0 in to je to. Kot kapetan v tem težkem obdobju menjava trenerja, vaša vloga bo seveda tudi zelo pomembna. Omenili ste že malce pot do konca sezone. Kakšni dnevi so zdaj pred vami? Nov trener, nekaj časa boste imeli, da ga spoznate, ampak konec sezone bo zelo hitro. Seveda, vsak trener ima svoje načela, mi jih moramo čim prej sprejeti. Bolje se povežemo zdaj, leže da nam celi ekipi, pa še naslednjo sezono. Mislim, da se zdaj letvica navzgor obrnila. Najlepša hvala, srečno. Hvala. Gospod Arnold, na koncu dobljena točka, če gledamo na potek rezultata, ampak če gledamo pa na potek tekme, pa mislim, da se ne boste ravno strinjali, da je tole dobljena točka za Bravo. Res je, izgubljene 3, neverjetno je, kaj se nam dogaja. Ne želim to vzeti kot izgovor, ampak res danes naš prvi strelc v 2 priložnostih v igri, še v bistvu v penala nismo zadeli, poleg tega Stanković v vratnico, še veliko število priložnosti. Mislim, da je bilo razmerje strelov, da je nasprotnik udaril enkrat na gol, nam zadev takoj v začetku tekme. Stopnjevali smo pritisk, vedno boljši smo bili okrog 16-metrskega prostora, sigurno bi lahko bili še boljši, sigurno bi lahko ustvarili še več priložnosti, ampak da se taka tekma ne obrne nam v korist in če pogledam rezultate, ki so od 70 do 90 minute se nam dogajali v kar velikem številu tekem, res ne razumem, zakaj nismo nagrajeni za prikazano, ker pač preprosto nasprotnik v teh tekmah ne prikaže več. Če je pa to kredit, ki se nam nalaga za naslednjo sezono, potem se nam pa obeta zelo lepa. Ja, zdaj malce smo že razmišljali v smislu, da bi pri Bravo po eni strani imeli najraje, da nekdo zagrne zaveso in ne reče, fantje, konec je sezone, pojdite malo prevetriti misli, ampak jasno ni. Kakšni tedni so zdaj še pred vami? Ne, videli ste to danes. Če pogledamo danes, ekipa, ki je v bistvu zamenjala trenerja pred kratkim, je imela manj energije kot naša ekipa. Jaz sem danes izredno ponosen na pristop. Absolutno smo se zdaj oddaljili na nek način v tej borbi za Evropo, ampak jaz trdno verjamem v to, da želimo do konca sezone odigrati čim boljše tekme na čim višjem nivoju. Imamo relativno zelo mlado ekipo in predvsem bi rad, da skupaj pregriznemo ta trenutek, ki se nam vleče, to smolo, da pridemo preko tega, ker verjamem, da je to nek zrelostni izpit. To je edino pozitivno, kar lahko storimo, zakaj bi v bistvu zagrnili zaveso. Pred nas so še 4 tekme, 4 priložnosti za nabor točk. Jaz želim, da presežemo 50 točk, to je bil nov klubski rekord in če uspemo doseči nov klubski rekord, dosegli smo ga že po doseženih zadetkih, če ga še po točkah, polfinale pokala in 5. mesto na koncu, jaz mislim, da bomo, ko bomo malo prespali vse priložnosti, ki smo jih zamudili, bomo spet zadovoljni, naredili kljuko in šli v naslednjo sezono. Najlepša hvala, srečno. Gospodine Kurtušič, vrlo blizu ste bili pobedi na vašem debiju. Na kraju jedna borbena utakmica Mure, izdržali ste skoro pa do kraja. 1-1 rezultat, kako je vaš prvi komentar? Pa jednostavno, eto, ja bih čestitao stvarno ekipi Brava na odličnoj utakmici, na jednoj fer i korektnoj borbi. Mislim da je bila onako jedna prava prvenstvena utakmica za bodove. Mi smo došli posle jednog niza od 5 poraza, da jednostavno najbitnije za nas je bilo da danas ne izgubimo.
ostaje žal za tih 2-3 minuta koje su nam falila do 3 boda, ali sve u svemu kad se podvuče crta mislim da je neki nerešen rezultat realan rezultat i odslik nekog realnog stanja na terenu. Imali smo mi neke svoje šanse, pogađali smo prečku stativu, pogađali su oni prečku, imali su penal. Mislim kad se podvuče crta da je neko nerešeno najrealniji ishod današnje utakmice. Mislim da je za nas najbitnije što smo pokazali da jednostavno momci se dižu, da je jednostavno taj njihov karakter je danas došao do izražaja, svi su dali sve od sebe ovim putem i svima čestito na jednoj dobroj utakmici. Predstoji nam rad, znači moramo da se okrenemo već sljedećoj utakmici i da probamo sljedeću utakmicu da pobedimo. Puno hvala in sretno. Hvala vam. Martin, na koncu delitev točk 1-1. Vaš gol tisti, ki je danes poskrbel, da Bravo tekme ni izgubil, ampak če smo pošteni glede na število priložnosti, pa verjetno ostaja tudi nekaj obžalovanja, da danes ni v žepu 3 točk. Ja, seveda, vesel sem za moj gol, ampak kljub temu je bilo to malo premalo. Na koncu nam to ni uspelo. Jaz sem vesel, kaj je dala danes ekipa na terenu. Mislim, da je bila drugačna energija kot prejšnje tekme in zaslužili smo si več, ampak to je nogomet, enkrat da, enkrat vzame. Do konca je zdaj ostalo še nekaj tekem. Bravo je tu v sivi coni, tale niz brez zmag tudi traja. Verjetno zdaj najprej razmislek, kakšno tekmo moramo zmagati in potem bo do konca sezone lažje. Ja, definitivno, to je plan, tekma po tekmo. Mi se bomo držali tega, kar smo vedno bili dogovorjeni in upamo na najboljše. Najlepša hvala in srečno.